Je morda ekipa, ki je še v boju za obstanek pokvarila prvoligaške račune Brinja Grosuplja? Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Nafti ni bilo lahko na Jesenicah, a je prišla do dragocene zmage z 2-0, medtem ko je Dravinja ustavila Brinja Grosuplje pri 1-1. Rudar je imel nepozabnih zadnjih 20 minut srečanja, ko je Slovanu nasul kar 4 zadetke. Preobrat po zaostanku z 2 goloma je pripravila tudi ekipa Tabora v Ljubljani, pri Iliriji so Krašovci zmagali s 3-2. Goričanom pa preobrat ni uspel, vrtnicam se ne piše nič dobrega. Z enim golom sta zmagala Krško Posavje in Jadran, ekipa, ki kaže najboljšo formo, pa je Triglav. Kranjčani so zmagali 4. na zadnjih 5 tekmah. 10. medsebojni drugoligaški obračun med Gorico in Beltinci ter 5. v mestu Vrtnic je pospremilo 250 gledalcev. Rumeni so v Novi Gorici zmagali le enkrat, gostje z vzhoda trdno držijo 5. mesto, so pa v Novo Gorico prišli s popotnico 2 točk na zadnjih 2 tekmah. V 8. minuti takoj prva priložnost žutih. Jurca se je žoge dotaknil s konico prstov in jo nekako uspel spraviti v kot. V 11. minuti pa je bil v domačem kazenskem prostoru nepravilno oviran Dominik Drg. Na belo piko 11 metrov je žogo postavil Murat Bajraj, ki je bil v prvem delu sezone strelsko izjemno razpoložen. V drugem pa je dosegel le en zadetek. V 7. minuti nadaljevanja so imeli gostje kot podajo v osrčje kazenskega prostora, je v mrežo preusmeril Akin Remi. Kot je vidno tudi iz počasnega posnetka, je žoga v celoti prečkala golovo črto. To so bile krizne minute Gorice. Obramba belomodrih je zaspala, Dominik Drg je ustavil sam žogo pred Jurco in imeli smo rezultat na semaforju 3-0. Reakcijo gostiteljev je vodil Nvančukwu, zadel je z glavo po predložku z desne strani. Primorci so hitro odnesli žogo na sredino, še so imeli čas, da bi prišli do preobrata, a je bila naloga izjemno zahtevna. Beltinci imajo namreč drugo najboljšo obrambo lige. Do tekme v Novi Gorici so prejeli 16 zadetkov. Po podobni akciji, kot je bila tista za znižanje, je Nvančukwu zadel še enkrat, tokrat z desno nogo. Po zaključenem sodniškem podaljšku je bil izkupiček jasen, 3 točke za Beltince, Klimo Tratnjek, ničla pa za Gorico. V pomladnem delu Jadran pred domačim občinstvom še ni izgubil, na 2 predhodnih tekmah je vknjižil polni izkupiček, 6 točk. Tokrat je v športnem parku gostoval Keti Emi Impol Bistrica. Trenutek odločitve je prišel 5 minut pred koncem tekme. Nik Fortuna, ki je srečanje začel na klopi, na zelenico pa vstopil v drugem polčasu, je bil mož odločitve. Pravo nogometno poslastico pa so pospremili gledalci na ljubljanski Iliriji, kjer je domača ekipa pričakala sežanski Tabor. Medtem ko gostje še vedno računajo, da bi se lahko približali drugemu mestu, Ilirija trepeta, saj ni daleč od cone izpada. V začetku druge minute je vratar gostov Trobec posredoval in z zadnjimi močmi žogo pospravil v kot. Po sledečem udarcu iz prekinitve so domači povedli. Strelec gola je bil Niko Ostrc. Pravi Eurogol pa je bil drugi zadetek. Ilirija je kombinirala na robu kazenskega prostora Sitar, je s peto oddal žogo do Nika Grliča, ta pa jo je zavitim strelom poslal pod prečko. Tabor je bil v šoku ves prvi polčas, po premoru pa so rdeči vendarle začeli z bolj ambiciozno igro. Medić Slaček je na 19. nastopu v drugi ligi dosegel svoj krstni gol in dal poguma gostom. Kenan Karol je v 56. minuti dobro preigraval na desni strani kazenskega prostora. Grlić je bil nepazljiv in ga spotaknil brez večjih dvomov za sodnika. Brian Destin je streljal v slogu Zinedina Zidana v finalu svetovnega prvenstva, nasmehnila se mu je sreča, kajti žoga se je od prečke odbila čez golovo črto.
Dobrih 10 minut pred koncem še pika na i Tabora, ki je na Iliriji zadnjič zmagal leta 2018. Kerol je preigraval z roba 16 metrov, je udaril diagonalo proti levi vratnici čuvaja mreže Ilirije. Izjemno natančen strel, ki je bil vreden 3 točke, a polnega izkupička ne bi bilo, če kapetan Briški 8 minut kasneje ne bi zbijal žoge z golove črte. Ilirija ostaja pri eni zmagi na zadnjih 5 tekmah. Triglav je prvi zasledovalec Tabora na lestvici. Za ekipo iz Sežane ima 2 točki zaostanka, Gorenjce je v tem krogu pot vodila v Novo mesto. V 26 minuti so Orli imeli prednost. Toni Vinogradac je izkoristil podajo v prazen prostor ter žogo v mrežo poslal med nogama vratarja Čadeža, ki je ostal na 3 tekmah pred tokratnim obračunom nepremagan. V 67 minuti padec Katiča v kazanskem prostoru, ki je utekel iz ozadja. Klasični izvajalec pri Gorencih je Brkič, meril je v svojo desno, vratar Čadež pa je bil brez moči. Triglav je zmagal z identičnim rezultatom kot na zadnjem gostovanju pri Krki. Tudi takrat je bilo 0:2 in tudi takrat je drugi gol dosegel Brkič z 11 metrov. Tri točke prednosti so imeli Velenjčani na lestvici pred domačim obračunom proti Slovanu, ki je iskal pot iz krize. V Velenje je namreč prišel s 3 zaporednimi porazi. V prvem polčasu brez zadetkov, nato pa sanjskih 20 minut za zeleno-črne. V 69 minuti se je akcija po kotu odvila na levi strani, kapetan gostiteljev Vošnjak je podal po tleh v sredino, kjer je bil Perkovič. Hrvaški napadalec se je hitro vklopil v novo sredino. Prišel je v zimskem prestopnem roku ter izvrstno nadomestil Vanjo Kulenoviča. Ne enega, kar 2 zadetka je dosegel Perkovič, bil je uspešen še v 81 minuti, ima zavidljiv izkupiček, 6 odigranih tekem in 4 zadetki. V upanju na preobrat so se rdeči odprli in poskušali priti do zadetka, so gostitelji preveč ambiciozno igro kaznovali s protinapadi. Sačvel se je odločil za strel z desne strani v kazanskem prostoru, tretjič je morala zasedba Slovana v gol po žogo. Za najvišji porast ljubljanske ekipe na medsebojnih tekmah z Rudarjem pa je poskrbel Tom Kljun. V padcu je uspel streljati ter Kumar je bil še 4. premagan. Po porazih s Triglavom, Beltinci in Brinjem Grosupljem so Velenjčani vendarle prišli do polnega izkupička. Tekme je konec. Dvoboj vrha in začelja je bila tekma v Podmežakli med Jesenicami in Nafto. V 16 minuti so imeli Lendavčani kot z leve strani. Jeseničani so odbili prvo nevarnost, a se je žoga preselila na nasprotni bok, od koder je sledil natančen predložek na glavo Josipa Ivana Zorice. Hrvaški igralec je dosegel 7. zadetek ligaške sezone. S po enim zadetkom v vsakem polčasu si je Nafta tlakovala pot do 3 točk. Obramba Jesenic ni stopila dovolj blizu Balaža Baktija, ki je prišel do kazanskega prostora. Streljal preusmerjen udarec pa je ukanil Oskarja Kazagrandeja. Nafta je zmagala na gostovanju prvič po 22. novembru. V ŠRC Dobrava je na gostovanje prišla ekipa Brinja Grosuplja. Zeleni domačini so se moštvu z vrha lestvice odlično zoperstavili in niso bili daleč od presenečenja. Potem, ko v prvem polčasu ni bilo zadetkov, je v 12. minuti nadaljevanja žogo v mrežo pospravil Adebayo. Poraz bi bil za goste kar pošten udarec. Vid Hojč je izenačil v 83. minuti. Na račun Nafte Brinje Grosuplje izgublja 2 točki v bitki za prvo mesto. Ostaja nam še zadnja tekma, Krško Posavje proti Biljam, 2 ekipi, ki imata v prvenstvu 6 zmag, a so Biljenci više na lestvici, ker imajo 3 poraze manj. Gledalci so videli obračun, kjer bi lahko zmagala tako ena kot druga ekipa. V 73. minuti je odbita žoga po prostem strelu z roba kazanskega prostora zadela zgornji del prečke. Po podaji kreatorja igre Biljencev do Santosa Almeide je bil Zalokar dovolj hiter, da je Kozarju zaprl prostor za boljši strel.
Ko se je bližala 90. minuta, pa so zeleni domači izpeljali akcijo za 3 točke. Niki Radović ni zgrešil svoje priložnosti. Krško je dobilo prvo domačo tekmo po 8. novembru. Beltinci Klimatratnjak so s 3-2 na gostovanju premagali Gorico, enak je bil rezultat na tekmi Ilirije ter Sežanskega Tabora. Jadran Dekani so izkoristili prednost domačega terena in minimalno ugnali Keti, Emi in Polbistrico. Triglav prihaja s 3 točkami iz Novega mesta, Rudar je 4-0 odpravil Slovan. Nafta je premagala Jesenice v Podmežakli z 2-0. Brinje Grosuplje se mora zadovoljiti s točko pri Dravinji, Krško Posavje pa je premagalo Bilje z 1-0. Nafta ima 3 točke prednosti pred Brinjem Grosupljem. Tabor se je drugi ekipi lige približal na 6 točk zaostanka. Triglav in Beltinci so ločeni z 1 točko, Bistrica je 6. in ima 33 točk. V srčju lestvice najdemo Rudar, ki ima 3 točke več kot naveza Jadran Bilje. Slovan, Krško in Krka imajo 21 točk. Dravinja in Ilirija nista še varni pred izpadom, na mestih, ki peljejo v drugo ligo, pa sta še vedno Jesenice in Gorica. 2 tekmi imamo v naslednjem krogu. Prihodnji petek Beltinci Klimatratnjak igrajo s Krškim Posavjem, Brinje Grosuplje doma čaka Gorico. Nafta na igrišču svoje akademije sprejema Jadran Dekane, Bilje se srečajo z Jesenicami. Nato v soboto še Triglav z Dravinjo ter Rudar proti Iliriji. Nedeljski tekmi sta Bistrica, Tabor in Slovan Krka.